Udeležili smo se novinarske konference Združenja za odgovorno prihodnost vseh generacij. Združenje in delovanje sta predstavila Danijel Vuk in Jasna Cajnko. Ker ravno namen tega združenja je, da poudarjamo to medgeneracijsko solidarnost in ta ambient nekako sovpada z našim razvojem. Kolegica novinarka je povprašala, s kakšnim namenom je bilo ustanovljeno to združenje. Bilo je ustanovljeno z namenom kritičnega pretresanja aktualnih tem in družbenih tematik. Ustanovili smo ga mladi, ki smo se ukvarjali z različnimi tematikami, ki so nas družili. Torej, mi vas pozdravljamo v tej naši hiši. Rekla sem 200 starostnikov, naša povprečna starost je 86 let. Tako da pozdravljeni, morda tudi zato, da si rečemo, da bomo skupaj gradili mostove med generacijami. Novinar je zanimalo, ali je edini projekt Zakon o malem delu, ali ste imeli v mislih še kakšne druge projekte? Kot sem že prej povedal, to je naš prvi skupni projekt. Med člani se je nekako ravno v Zakon o malem delu usmerila ekipa, ki ga je do potankosti preučila. Nekako smo se sestali tako z zagovorniki, kot tudi tistimi, ki so proti Zakonu o malem delu, in nekako smo vsi skupaj prišli do zaključka, da so spremembe nujne, da stanje, v katerem smo, je slabo in da je na tem področju potrebno nekaj urediti. Zanimalo nas je, kdo je ustanovitelj Združenja za odgovorno prihodnost vseh generacij. Tako, združenje je bil samo tisto povod. Mi smo bili prej v zavodu, ki še zdaj trenutno smo, to je zavod Y. Sicer nismo hoteli mešati, ampak to je eno zelo dobro združenje, ki nekako povezuje mlade, ambiciozne. Ogromno se ravno za to populacijo in se pravi pripravlja raznih izobraževanj, seminarjev, srečanj z raznimi tujimi strokovnjaki in tu smo se našli. Kdaj ste bili ustanovljeni, prosim? Naše združenje? Ja. Naše združenje je bilo ustanovljeno uradno prejšnjem tednu. A se vam zdi Zakon o malem delu tista spojna točka, ki bo spojil generacije? Mislim, ker meni osebno se zdijo vse druge stvari bolj pomembne za združevanje generacij, kot pa na primer nagovarjati za glasovanje na referendumu. Mislim, da se mi zdi to politična tema, medgeneracijsko sodelovanje je pa vse dosti več. Ne vemo tega, da otroški vrtci obiskujejo domove starostnikov, do tega, da se na primer posveča skrb starejšim, urejajo dnevni centri in tako naprej. Torej, izbrali ste temo, ki se v mojem osebnem mnenju zdi, to bi lahko bila ena od tem, ne vem kasneje, čez mogoče pol leta, leto, ko bi združenje delovalo, ampak mislim, v vodu in to tudi gledam naslednje stvar, stanje, to je edini projekt, ki ga imate. Prvi, ja? Prvi projekt, a se vam zdi, mislim, dejansko korenine medgeneracijskega sodelovanja, jaz ne vidim v referendumu o Zakonu o malem delu. Smo naš prvi projekt videli v povezovanju z starejšim in medgeneracijskem sodelovanju. Ravno v tem, da pač najdemo skupno stičišče. Mi smo se tudi z upokojencimi ogromno pogovarjali, z starejšimi, ki zakon podpirajo in si tudi želijo, da bodo lahko tudi se nekaj dodatno prislužili. In tu smo iskali neko stičišče. Mene pa še zanima, na kakšen način ste recimo do zdaj v vašem mandatu spodbujali medgeneracijsko solidarnost upokojencev? V svojem mandatu študija smo nekako, bom rekel, dobro sodelovali na vseh področjih, se pravi na vseh spektrih. To je, predvsem naši študenti so se ogromno angažirali in sodelovali ravno pri kakšnih pripravništvih oziroma pri kakšnih dobrodelnih akcijah v vrtcih, pri mladih, potem isto pri upokojencih. Jaz vem, da ogromno naših študentk in študentov je tudi opravilo kakšno delo tudi v tem združenju. Opravili smo ogromno humanitarnih dejavnosti, tako da ta nota je pri nas bila vedno prisotna in vedno bo prisotna.